trg je skozi stoletja ohranjal vlogo stičišča glavnih prometnih žil v mestu. Kot center Kopra, kot naša dnevna soba, kot srečevanje ljudi, ki jih poznam, kot prostor, kjer grem na kavo. Lepo ga doživljam. Bog ne daj, da ga ne bi bilo. Enkrat v mojih rosnih mladih letih je bil dosti bolj živahno kot zdaj, moram priznati. Zdaj življenje se na obrobju mesta ponavadi presede. Kljub številnim trgovskim centrom pa se večina turistov o prihodu v mesto najprej odloči za ogled Titovega trga. Najbolj oblegan pa je že leta Zvonik. Njegova zgodovina je bil prvotno v osnovi romanski utrdbeni objekt, ki je med 15. in 17. stoletjem prevzel to liturgično funkcijo, se pravi je postal kot zvonik. Da bi prišli do markantne razgledne točke na višini 43 metrov, moramo prehoditi kar 204 stopnice. Stopnice do vrha vodijo mimo mehanizma stolpne ure in cerkvenih zvonov, ki jih letnica 1333 uvršča med ene najstarejših zvonov na Slovenskem. Z vrha se nam še posebej ob lepem vremenu odpre čudovit pogled na srednjeveško mestno jedro, novejši del Kopra, Luko Koper in morje. Nenazadnje je bil Koper včasih otok, danes pa je predvsem zaradi pristanišča postal slovensko okno v svet in vse bolj destinacija, ki si jo turisti izberejo za enodnevni izlet. È la seconda volta che veniamo, la prima volta per lavoro e adesso ho portato la fidanzata. Z mesecem marcem pa pripravljamo na mestni občini Koper projekt skupne vstopnice, kjer bodo lahko obiskovalci kupili v našem turistično-informacijskem centru bodisi individualno vstopnico, kot pa tudi skupno vstopnico, in sicer za ogled Pretovske palače, mestnega stolpa Zvonika, pa tudi voden ogled Titovega trga. Cena skupne vstopnice bo 7 evrov, lokalni vodič pa bo ogled zaključil vzdolž najpomembnejše Čevljarske ulice Kalegarije, ki je že stoletja dom trgovcem in obrtnikom in je še danes najbolj živahna ulica v Kopru. Ceste, o polnoči smo plaž z noči odkrili.